Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno, kjer gostimo direktorico Centra za socialno delo Pomurje, Sandro Fekonja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kot kaže, je nekako ta zdravstvena kriza, v kateri smo se znašli v zadnjih 2 letih, zaključena. Še vedno pa se bomo morali spopadati z njenimi posledicami. Kako močno je nekako na splošno duševno zdravje vplivalo to omejevanje socialnih stikov? Na Centru za socialno delo Pomurje ugotavljamo, da je COVID, zlasti pa vse te omejitve povezane z COVID-om, zlasti omejevanje socialnih stikov, vplivalo tudi na duševne stiske ljudi. Vsi vemo, da so stiki z drugimi res pomemben dejavnik tudi za področje duševnega zdravja. Sicer nasplošno res lahko trdimo, da je COVID in vse te posledice ter omejitve vplival na duševno zdravje vseh nas. Pa vendarle ugotavljamo, da so te posledice nekoliko bolj izraziteje pri tisti populaciji, ki so sicer zaposleni, ki so vključeni, ki imajo razvito neko socialno mrežo, veliko bolj kot pa recimo pri tistih, pri katerih so bile težave na področju duševnega zdravja prisotne že prej. Vendarle se je treba zavedati, da tisti, ki so bili prej vključeni, ki so se družili, ki so se vključevali v najrazličnejše aktivnosti, so bili zdaj precej bolj omejeni. Niso imeli več teh stikov. Nenazadnje so bile tudi storitve, ki pomenijo morda višjo kvaliteto življenja, nekaj več v življenju posameznika, precej omejene. Se pravi, dostopnost do teh storitev je bila precej omejena. To pa je posledično seveda vplivalo tudi na zadovoljstvo posameznikov in na njihovo duševno zdravje. Kako pa je s tistimi, ki ste, kot ste že dejali, ki so že pred epidemijo nekako se počutili, kot da so na robu, ki so že prej imeli težave? Pri njih je situacija gotovo se tudi poslabšala. Mi ugotavljamo, da ne, da je bilo teh težav pri njih manj. Razmišljali smo, kje je razlog za take naše ugotovitve, in nekako se nam zdi, da so te osebe, ki so imele prej težave v duševnem zdravju, sedaj potrpele. Niso želele iti skozi vsa ta preverjanja pogojev, skozi vse te omejitve in so se raje zadrževali doma. Je pa res, da pa sedaj, ko pa je epidemije konec, ko ni več teh ukrepov, pa je izbruh toliko večji. Kaj lahko mi kot družba nekako storimo, da to popravimo, da pridemo spet nazaj na stanje, kot je bilo pred epidemijo? Na našem Centru za socialno delo, torej Centru za socialno delo Pomurje, smo se ves čas epidemije in posledično, ko so ti ukrepi trajali, trudili, da smo bili dostopni. Se pravi, da smo nudili pomoč vsem uporabnikom, ki so našo pomoč potrebovali. Tudi tistim, ki so bili v neki duševni stiski, pri katerih so se kazale težave na področju duševnega zdravja. Ugotavljamo, da so to neko občutljivost in pripravljenost za pomoč in podporo kazali tudi vsi drugi, torej različne druge nevladne organizacije, tudi vladne organizacije. Pa vendarle se moramo zavedati, da zlasti pri tistih, ki so bili pred epidemijo vključeni v najrazličnejše programe, ki so namenjene ravno socialnemu vključevanju. Tudi tisti, ki so recimo v socialno-varstvenih zavodih, so zaradi te okrnjenosti stikov verjetno občutili te neke občutke zavrženosti, občutke izključenosti. Vendarle je njim socialni stik, stik z sorodniki pomemben dejavnik za njihovo življenje. Smo pa bili zdaj vsi nekako s to epidemijo postavljeni pred neke nove izzive, soočali smo se z nekimi novimi dilemami, kako pa morda v prihodnje, če do kakšne podobne situacije še pride, kako odreagirati, kako na primeren način zagotoviti dostopnost vseh storitev za vse tiste, ki pomoč potrebujejo. Zato je res zdaj čas za tehten razmislek, kako v prihodnje ravnati v podobnih situacijah. Te omejitve socialnih stikov pa so gotovo pustile posledice tudi na otrocih. Kaj opažate na tem področju? Kar se tiče otrok, smo v bistvu že med samo epidemijo opažali porast težav.
tako pri otrocih kot tudi pri mladostnikih. Težave so se pojavljale tako na čustvenem področju, vedenjske težave, kazala pa se je tudi neka simptomatika kot posledica vseh teh stisk. Tako smo recimo pri otrocih opažali, da so bili precej apatični, brez energije, nemotivirani, žalostni, depresivni, več je bilo samopoškodbenih ravnanj. Tudi v odnosu starš-otrok so se kazali neki konflikti, starši so bili vzgojno nemočni. In tudi takrat, ko so se recimo otroci vrnili nazaj v šolo, ko so ponovno vzpostavili te socialne stike z svojimi vrstniki, se je kazalo, da potrebujejo več časa. Prihajalo je do več nekega medvrstniškega nasilja, do konfliktov med otroci. Tako da nas skrbi, da bodo neke posledice, zlasti na otrocih, prišle z zamikom. Upamo pa, da je v večini primerov, zlasti v tistih družinah, kjer pred epidemijo neke izrazite težave pri otrocih niso bile prisotne, da so te posledice kratkoročne. Seveda pa se zavedamo, da pa bo nekaj posledic pri otrocih tudi trajnih. Nekako kot posledica epidemije se je za petino povečalo tudi število kaznivih dejanj nasilja v družini. Je za to res kriva samo epidemija ali obstajajo še kakšni drugi razlogi za to? Na Centru za socialno delo Pomurje res ugotavljamo, da je epidemija vplivala tudi na pojav nasilja v družini. Vsi ti ukrepi so nas bolj ali manj zaščitili pred boleznijo. Žal pa so negativno vplivali na dinamiko v tistih družinah, kjer so bile prej že prisotne neke težave. Če primerjamo statistično, recimo leto 2019, 2020 in 2021, lahko res ugotovimo, da je zlasti leto 2020 bilo tisto leto, ko je bil izbruh teh primerov nasilja občuten. Pri nas smo ugotavljali za kar 25% več primerov nasilja v družini. Je res, da se je v letu 2021 ta slika nekoliko umirila, pa vendarle v primerjavi z letom 2019 ugotavljamo, da je nasilja več. In vsi ti dejavniki, socialna izključenost, izguba dohodka, manj možnosti umika na varno, tudi te stiske otrok, vsi ti dejavniki so dejansko vplivali na to, ne samo, da se je število primerov na področju nasilja povečalo, pač pa je vplivalo tudi na samo dinamiko nasilnega odnosa. Težave oziroma primeri so kompleksnejši, tudi oblike nasilja so v bistvu vse hujše. Zato je pomembno, ne glede na to, da gre za neko negativno temo, o kateri morda ne želimo govoriti, je pomembno, da o nasilju ves čas govorimo, da ozaveščamo o ničelni toleranci do nasilja, se pravi, da je kakršna okoli oblika nasilja nedopustna, da se ne obrnemo stran, če morda vidimo, da je nekdo lahko žrtev nasilja, da mu pomagamo, da ga opolnomočimo, da sam poišče pomoč. Sedaj pa je v ospredju nekako tudi v medijih po celem svetu vojna v Ukrajini in nekako se zdi, da nimamo nobenega predaha. Takoj po zdravstveni krizi nas nekako sedaj skrbi vojna na evropskih tleh. Pričakujete, da se bodo socialne stiske zaradi tega še poglobile? Zagotovo. Vsi spremljamo dogajanje v Ukrajini z nekimi občutki tesnobe, z občutki strahu. Smo negotovi, pravzaprav ne vemo, kam ta situacija pelje. Kaj bo v bistvu prineslo to nam, ali bo ta vojna trajala še nekaj časa, ali se bo zaključila, ali se bo morda razširila tudi izven meja Ukrajine. In vsa ta negotovost vzbuja pri nas vseh neke občutke tesnobe, ki zagotovo lahko poglobijo neke naše notranje stiske. Seveda pa ne smemo zanemariti tudi ekonomskih posledic te vojne. Te bodo zagotovo povečale finančne stiske vseh, ne samo Ukrajincev, ampak tudi državljanov vseh drugih držav. Nenazadnje smo tudi v zadnjih dneh priča podražitvi tako naftnih derivatov
obstaja možnost, da se bo podražila tudi hrana in vsekakor to bo imelo posledice za vse nas. Tako da bi lahko skoraj zatrdili, da je tako pri vojni v Ukrajini kot pri epidemiji tisti glavni razlog za skrb bila samo negotovost. Ne samo negotovost, dejansko vse te posledice, ki smo jim priča, ki jih vidimo, ki jih občutimo, so v bistvu razlog za vse to. Sicer so se v Sloveniji s 1. marcem zvišale državne štipendije, otroški dodatki, višina denarne socialne pomoči in višina varstvenega dodatka. Se vam zdi, da ta ukrep prihaja pravočasno ali je mogoče nekoliko prepozen glede na situacijo? Zdaj v tem primeru gre v bistvu za vsakoletno usklajevanje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Tako da v bistvu v tem primeru ne gre za neko posebno povečanje socialnih transferjev oziroma pravic iz javnih sredstev, ampak je to urejeno zakonsko. To se je v bistvu povečalo za 4,9%. Zato ni treba, da uporabniki vložijo neko posebno vlogo, ampak se v bistvu to poveča avtomatično na podlagi samega zakona za 1. marcem. Bi mogoče bilo smiselno, da bi kak podoben ukrep glede zvišanja socialnih prejemkov uvedli še v letošnjem letu ali pa v prihajajočem? V prvi vrsti se nam zdi pomembno, da vsak, ki je zaposlen, dobi plačilo, ki je dostojno njegovemu življenju. Se pravi, da so osebni prejemki posameznikov višji, da so tudi pokojnine višje in vse to bo potem posledično vplivalo tudi na večjo zaposljivost in na večjo vključenost vseh ljudi v neko socialno okolje. Vsekakor so neki dodatni ukrepi, ki vplivajo na materialni položaj posameznika, vsekakor dobrodošli. Kaj lahko poleg izboljšanja materialnega položaja storimo, da nekako izboljšamo situacije glede socialnih stisk pri nas v Sloveniji? Kot že rečeno, je v bistvu pomembno to, da ljudje dobijo za to, kar delajo, tudi pošteno plačilo. Seveda pa je pomembno ne samo, ker socialna stiska ni samo materialna stiska. Pomembno je to, da se ljudje poslušamo, da se slišimo, da če vidimo, da je nekdo v težavah, da mu pomagamo, ga opolnomočimo, da poišče tudi pomoč. In v ta namen tudi na Centru za socialno delo želimo vsem tistim, ki so v kakršnikoli stiski, dati sporočilo, da lahko pridejo, da smo jim na voljo in na razpolago, da jim pač pomagamo v okviru naših nalog, zlasti v okviru socialno-varstvenih storitev, ki jih nudimo. Kam pa se lahko obrnejo točno tisti, ki rabijo pomoč ali denarno ali na socialnem vidiku? Odvisno od težave oziroma izziva, s katerim se soočajo. Obrnejo se lahko, kot že rečeno, na Center za socialno delo, ustrezno pomoč pa lahko poiščejo tudi v okviru kakšnih zdravstvenih organizacij oziroma nevladnih organizacij. Na Centru za socialno delo jim bomo pomagali v okviru naših socialno-varstvenih storitev, ki so za vse naše uporabnike brezplačne, dostopne vselej, ne glede na to, ali je uradni ali neuradni dan, je pa seveda vključitev v te storitve prostovoljna. Tako jim lahko ponudimo bodisi prvo socialno pomoč, kjer nekako uporabnik v zaupnem osebnem razgovoru z strokovnim delavcem centra najprej ugotovi, kje je pravzaprav tista težava, zaradi katere je nekdo v stiski, se počuti slabo. Seveda se pri tem upoštevajo tudi pričakovanja vsakega uporabnika in njegovi predlogi, ki jih morebiti ima za rešitev njegove stiske. Potem mu lahko ponudimo tudi osebno pomoč. To je v bistvu svetovalni proces med uporabnikom in strokovnim delavcem, v okviru katerega poskušata zlasti nekako razmisliti o tem, zakaj je prišlo do določene stiske, do določene situacije, kako ravnati, kako se pravilno odzivati. Vsekakor pa je pomembna tudi naša še ena socialno-varstvena storitev, to je pomoč družini za dom,
ki pa je namenjena v bistvu urejanju medosebnih odnosov, bodisi med partnerjema, bodisi med starši in otroci, je nekakšna pomoč in podpora staršem pri vzgoji in skrbi za njihove otroke. Mogoče še čisto ob koncu, kaj bi svetovali tistim, ki so mogoče neodločeni ali preponosni, da bi potem šli in poiskali pomoč, ki jo rabijo? Pomembno se je zavedati, da to, da nekdo potrebuje pomoč, ni nič narobe. Vsakdo se kdaj v svojem življenju sooča z neko stisko, se znajde v neki situaciji, ko potrebuje pomoč. In zaprositi za pomoč ni nič sramotnega. To je nekaj, kar se dogaja vsem. Zato je pomembno, da če se počutimo slabo, če smo v stiski, da to pomoč potem ustrezno tudi poiščemo. Bodisi je to med znanci, bodisi je to med prijatelji. Včasih že zadošča nek pogovor s prijateljem, da nekomu poveš, kaj te muči in te to razbremeni. Včasih, ko pa so mogoče stiske kompleksnejše, bolj zahtevne, pa je vsekakor pomembno, da pomoč poiščemo. Šele če bomo dobili ustrezno pomoč, bomo te naše stiske lahko tudi razrešili. Gospa Fekonja, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Hvala lepa za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnji oddaji Aktualno. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.